Pred nekaj trenutki se je zaključil kongres Evropske ljudske stranke. Ta kongres je bil volilni, vendar je vključeval tudi vrsto vsebinskih zadev. Sprejeli smo nosilno resolucijo o socialno-tržnem gospodarstvu ter tudi o klimatskih spremembah. Ravno te dni poteka tudi v Kopenhagnu vrh, kjer poskuša svet rešiti planet z določenimi zavezami. In zadnja resolucija bo zagotovo vplivala tudi na potek kopenhagenskega sestanka. Tisto, kar je po vsebinski plati še potrebno izpostaviti, je ravno ta resolucija o socialno-tržnem gospodarstvu. Dejstvo je, da je naša Evropska ljudska stranka temelji na tem modelu, ki stavi na svobodnega posameznika, na uveljavitev tržnih zakonitosti in tudi načela solidarnosti v družbi. Danes je o njem veliko govorila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, ki je poudarila, da trdno zavezo naše stranke temu modelu. Tisto, kar je za Slovenijo morda najbolj pomembno, je to, da smo delegati soglasno sprejeli tudi resolucijo o odnosu do totalitarnih režimov, okrcali nekatere politične dogodke v Sloveniji in poudarili pomen demokratične kulture za nadaljnji razvoj demokracije v Evropi. Torej, kongres je sprejel novo vodstvo ali pa bi lahko rekli sprejel odločitev, da novi predsednik ostane stari predsednik Wilfried Martens, ki je očitno izjemno, tako rezultati kažejo, zadnji desetletji izjemno uspešen na tem mestu in z veliko večino glasov so ga delegati potrdili še enkrat, kako tudi njegovega glavnega tajnika in zakladnika. Kar je nekoliko bolj žalostno je to, da Slovenci v tem mandatu ne bomo imeli podpredsednika Evropske ljudske stranke. Poskušali smo za to mesto oziroma smo predlagali Lojzeta Peterleta, vendar je zbral nekoliko premalo glasov. Drugače je kongres minil v prijetnem vzdušju, veliko poslancev Evropskega parlamenta se ga je udeležilo in jaz mislim, da smo vsi skupaj dali kar dober ton in vzdrževali zelo ustrezno klimo na tem kongresu.